Nocoj kaj dogaja, pa gostimo direktorico Centra starejših Notranje Gorice, borko za pravice starejših občanov in po novem tudi Slovenko leta. Z nami je Ana Petrič. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Ana, dnevno si v stiku s starejšimi. Povej mi, kako ste praznovali 8. marec pri vas? Na obisku je bil gospod Andrej Šifrer, pripravil je čudovit koncert, zraven je še razne šale stresov, tako da smo se imeli super, potem vsi so dobili sladico, tortico, pa vsaka stanovalka eno rožico, gospodje pridejo 10. na vrsto, ko bodo mučeniki, oni bodo dobili suhe češpe, pa slive, pa malo trnja, no, ampak ja, imeli smo se zelo lepo, no, in verjamem, da bo tudi čez 2 dni enako. A ta starejša generacija bolj ceni ta praznik kot mi? Kako se ti zdi? V resnici oni vsak dan praznujejo, za razliko od nas, tako da to je meni zelo všečno in me veseli, da jim lahko tudi to omogočimo. Zdaj, najavili smo te kot direktorico doma, ampak začela si pa že pred 20 leti kot strežnica. Zdaj, kako je izgledala vsa ta tvoja pot? Kako je izgledal ta proces do vsega danes? Avgusta bo 19 let. 19 let. Začela sem kot strežnica, ko v resnici sem hotela biti receptorka, ker se mi je to zdelo kul, da bom vsakmu nekaj pomagala, pa z njim komunicirala. No, pa mi je malo prišlo čez glavo, da sem na minimalcu toliko časa in sem rekla možu, da bom šla v šolo in tako v bistvu tudi napredvala skozi različna delovna mesta, tako da sem kuharica, uradno nisem bila, čeprav sem tudi kuhala s stanovalci. Drugo pa vseeno, od čiščenja do nege, do animacije, na koncu sem bila vodja varovane enote, to mi je bilo tudi najbolj všeč, delo z osebami z demenco. No in pa sem dobila priložnost v Centru starejših Notranje Gorice. Se pravi, izkušenj več kot dovolj. Več kot dovolj, ja. Recimo. Pa se ti zdi, da ljudje razmišljamo dovolj o starosti? Mislim, zdi se, da vsi probamo živeti čim dlje, ampak noben pa v bistvu noče razmišljati, kaj bo potem, ko bo star. Premalo razmišljamo, daleč premalo, zato ker mislim, da samo takrat, ko se znajdemo v situaciji, da potrebujemo tovrstne storitve, prej pa ne, se nam zdi pa zelo daleč, ko se pa tu zgodi, da potrebujemo domsko namestitev ali pa imamo starše ali pa stare starše, ki potrebujejo pač pomoč, pol pa pride do krize, No, ampak lansko leto ste pa v Centru v Notranjih Goricah odprli tudi vrtec. Ja, res. Kako pa izgleda to medgeneracijsko sodelovanje? Super, danes je eden od stanovalcev z vrtcem pekel štrudelj, drugače pa to izgleda tako, da hodijo vsak dan stanovalci pa otroci skupaj na sprehod, da imamo gibalne urice s stanovalci pa z otroci, da jim stanovalke hodijo brati pravljice in moram reči, da včasih je kar malo čudno, ker so stanovalci več v vrtcu, kot v lastnih sobah. To je zelo dobro sodelovanje in sobivanje. No, letos pa je bilo tvoje delo prepoznano tudi širši javnosti, postala si Slovenka leta, čestitke. Hvala. Ba je, da si bila nominirana že pred leti, pa si nominacijo zavrnila, ker je bila nominirana tudi tvoja vzornica. Je to res? Res je, takrat je bila nominirana gospa Anita Ogulin, ampak nažalost pač ni dobila dovolj glasov, ker mogoče je malo premalo se angažirala, ker dejstvo je, da moraš ljudi informirati, da lahko pol sploh glasujejo zate. In moj namen je bil predvsem to, da če že zmagam, da potem ta kipec dam njej, ker ona je zame Slovenka stoletja. To je ena stvar, druga stvar pa ta, da opozorim na socialno varstvo. Ker v socialnem varstvu v resnici 3/4 zaposlenih dela za minimalno plačo, normativi so zelo zastareli, poklicev v prihodnosti ni noter in res si želim nekaj spremeniti. Nimam nič od tega sama osebno, razen lepega kipca zdaj, ker je tudi gospa Anita dobila svojega, ampak ker se pač noben ne izpostav, mislim, da bom jaz tista, ki bom nekaj ukrenila in opozorila. No, ampak zagotovo ti pa ta naziv kaj pomeni? Motivacija, spodbuda? Sigurno spodbuda za to, da nekaj spremenim na tem področju, pač da izpostavim vso problematiko, ki jo je ogromno, in da pač premaknem stvari na boljš za čas, ko bomo mi starejši. Nekje smo zasledili, da bi rada ustanovila Željomobil. Ja, tudi v prihodnosti. Kaj je to Željomobil? Željomobil je pa poseben avtomobil, prilagojen za težje pomične oziroma nepokretne starejše, ki bivajo po vseh domovih in centrih za starejše. V eni državi že imajo to, imajo 3 take avtomobile, gre pa za to, da bi jim s tem transportom lahko uresničili zadnje želje. Zdaj, če si nekdo želi iti na morje ali pa v gore ali pa še zadnjič pogledati svoj domači kraj, da se jim potem na ta način to omogoči. Ana, hvala za obisk v studiu, želim ti veliko uspehov še naprej, pa da bi bila ta problematika tudi res uslišana. Najlepša hvala vam za vabilo. Hvala. Hvala, srečno.